Zgodovinska zmaga v Bruggeju je arhivirana, vrniti se je bilo treba v vsakdanjik domačega prvenstva. Po četrtkovem dvoboju, ki je pobral veliko energije, je moral Ante Šimunča poseči po nekaterih spremembah v začetni enajsterici in tako smo v Celju dočakali tudi poseben trenutek. Premiero v vijoličastem je imel Damjan Vuklišević, obetavni 18-letnik, ki je tvoril štopersko navezo z Aleksandrom Rajčevićem. Začelo se je z aplavzom ekipi Maribora ob čestitki uradnega napovedovalca za zmago v Belgiji in s premiero novega branilca, ki je po nabiranju izkušenj v drugoligašu iz Veržeja začel prvoligaško člansko kariero z odločnim posredovanjem proti Vicenteju. Pogumno pa se je spopadal tudi s Čadikovskim. Le nekaj sekund je manjkalo, da bi bila zgodba tekme povezana s predstavitvijo Vukliševića. Toda zadnja minuta s celjskim golom za zmago je zanimivemu debiju pridodala grenkejši priokus. Član reprezentančne selekcije U19 je kot posebno čast doživel uvrstitev v začetno enajsterico. Malo sem bil presenečen, vendar pozitivno seveda. Ja, res super debi je bil, odigral sem v redu tekmo. Edino žal tega na koncu prejetega zadetka, malo nam je padla koncentracija in sami ste videli, kako je bilo. Vetrovno vreme je precej oviralo nogometaše pri natančnejši izvedbi. Ob razmeram prilagojenih podajah so potrebovali udeleženci dvoboja v Areni Petrol precej potrpljenja in natančnosti, da so izpeljali konkretnejše napadalne akcije. Do obetavnejših situacij najprej igralci v vijoličastem. Za začetek z dvema poskusoma v eni akciji, ko Fajiću ni uspelo priti do želenega zaključka. V nadaljevanju žoga do Črnica, ki je skušal ponoviti dosežek iz Belgije, a je vratar Kotnik odbil kop. Ob boljši igri v večjem delu prvega polčasa najobetavnejša situacija za Maribor po globinski podaji Mertlja. Do Črnica, ki je prišel do udarca 16 metrov, zmagovalec dvoboja pa vratar Kotnik, ki je z odličnim posredovanjem preprečil gol. Vmes so postali aktivnejši gostitelji. Udarec je preizkusil Zajc, Handanović je prestal ogrevanje za dogajanje, ki je sledilo. Med poskusi, da se ogrozi celjskega vratarja, sta sodelovala še Viler in Pajić, zmanjkalo je natančnosti. Ko sta se ekipi že pripravljali na odhod v slažilnico, pa je najbolj zaposlen mož na igrišču postal Jasmin Handanović. Najprej je poskrbel za najobrambo tekme, ko je z odličnim posredovanjem obranil poskus Korošca. Pred odmorom pa je preprečil veselje Vicenteju. Ob prvem soočenju je mariborski vratar žogo ujel, v drugem poskusu je Brazilec zgrešil cilj. Drugi polčas ni bil več tako živahen, energija je skopnela, po četrtkovem dogajanju vijoličasta četa ni zmogla najti poti do mreže. Dokler mu niso opešale moči, se je trudil tudi Damjan Bohar, ki se po bolezni vrača nazaj v tekmovalni ritem. Ja, moram povedati, da mi je bolezen vzela kar dosti moči. Bil sem teden dni tudi antibiotikov in moram povedati, da se pač pozna. Zdaj je teden dni treningov za mano, treniral sem dobro in zdaj bom še dvignil raven treningov in upam, da se bom čim prej vrnil. Kljub trudu se ni šlo v namenu po organizaciji nevarnejših akcij, ostalo je le pri poskusih. Fajić je bil po akciji Tavaresa in Črnica prekratek, da bi zadel žogo. Ko je Mendy šel po desni strani in podal predgol, pa je odpravil nevarnost Žitko. Ko se je nad Areno Petrol že temnilo, sta zadnja konkretnejša poskusa prinesla veselje gostiteljem. V prostem strelu Gobca je žoga spotoma zadela Mertlja in vratnico. Tistim, ki so spodbujali Celjane, pa se je splačalo počakati na tribuni do konca tekme, da so videli odločilno potezo v sodniškem podaljšku. Podal je Kolman, Žurej, ki je le 5 minut predtem stopil v igro, pa si je po uspešnem sprejemu priboril položaj za udarec in spretno ter srečno zatresel mrežo za končnih 1:0. Nikoli ni prijetno izgubiti, še hujše je tako, če dobiš na koncu tekme. Na izgled zelo nenevarna situacija, enostavno smo reagirali slabše, ko smo to sposobni in enostavno se zgodilo to, kar se je.